Pozdravljeni v Umetnostni galeriji Maribor. Tokrat na pogovoru odpiramo namreč nov cikel z imenom Moj arhiv. V zadnjem času smo ugotovili, tako osebno recimo pri pripravi prve razstave v mestu Maribor, na to v UGM kabinetu spodaj, smo naleteli na isti problem pri iskanju raznih papirčkov ob slikarju oziroma ob obdobju bivanja Zorana Mušiča v Mariboru in ugotovili smo, da Mariboru zelo primanjkuje podatkov, arhivov, kar seveda lahko povezujemo z burno zgodovino v 20. stoletju, še posebej v našem mestu, kjer je bilo zelo prisotno razseljevanje, takšno in drugačno, po različnih političnih spremembah, še posebej seveda ob drugi svetovni vojni, bombardiranju, preselitvah in v primerjavi z Ljubljano, na primer, kjer obstajajo bogate korespondence, kjer lahko razluščimo nekatere zanimive odnose, smo nekako ugotovili, da bi bilo smiselno, da vas še javnost dodatno spodbudimo, da brskate po svojih omarah in klasificirate, da vsi smo malo arhivisti, vsi smo malo zbiratelji, nekateri pa zato imajo še posebno žilico in od vsega začetka tudi vodijo kakšno sistematizacijo tistega, kar imajo doma. Ob tem pa smo ugotovili tudi, da smo prezrli v zgodovini marsikatero zanimivo osebnost, ki nekako po drugi plati razkriva vpetost, seveda to, kar nas zanima, vpetost v likovno življenje, likovno področje in nam mogoče nekako z druge strani, z drugega kota razjasni, kako pa je v resnici to življenje potekalo. Na to je srečno naključje naju povezalo in med nami je tukaj dr. Irina Sapač, ki je nekako, vse po sama povedala, začutila klic, da bi bilo dobro, da nekaj o svojem življenju, zanimivem življenju, o srečanju z umetniki podeli z nami. In nekako smo prišli do tega, da bi bilo zanimivo narediti pogovor, kjer bomo vas vabim vsi skupaj sodelovali, ne samo obujali spomine na recimo pozna 30. in začetna desetletja po prvi svetovni vojni, drugi svetovni vojni, ampak nas bo nekako popeljalo še skozi marsikateri drobec, ki postavlja tudi njenega očeta v zanimivo luč, doktorja, v bistvu zobozdravnika, kot nekakšen gospoda Kristana, ki je nekako bil celo življenje vpet v umetnosti in se družil z umetniki in mogoče upamo, da bomo navdahnili tudi kakšnega našega sodobnika, ki bo se zgledoval po tem, kaj lahko prinese umetnost temu zelo stresnemu poklicu, ampak kako se da recimo kreativno povezovati oziroma, kot je sam povedal, tako kot ste mi povedali, kako izbrati svoj konjiček. Torej, skozi ta cikel Moj arhiv bomo prepletali domače arhive in osebnosti, ki so pripravljene jih podeliti z nami, da razširimo znanje o likovni umetnosti v našem mestu, hkrati pa izpostavili zanimive posameznike, ki so bili zbiratelji ali pa imeli bogate knjižnice na temo likovne umetnosti in na ta način oplajali tudi same ustvarjalce. Mislim, da smo v domačem krogu in dr. Sapačevo mogoče ni potrebno ne vem koliko predstavljati. Vidim tudi nekaj bivših sodelavcev in tudi prijateljev, vendar par besed. Seveda vsi vemo, da gre za bivšo direktorico, ravnateljico Univerzitetne knjižnice v Mariboru, doktorico z bibliotekarstva. Vneto boste videli skozi njeno prezentacijo, da je izbrala prav poklic, torej za žilico urejanja dokumentov, dokumentacije na našo srečo in tako smo uspeli tudi izbrati iz te obširne dokumentacije nekaj drobcev, ki razširja tudi našo zbirko in zato smo izpostavili ti dve deli. O njih bomo spregovorili več, ampak prav iz osebnih albumov nekako lahko potrdimo podobo žene Antona Trstenaka in pa pogled skozi okno iz hiše, ki bo nastopala v tej prezentaciji danes, torej iz ateljeja Maksa Kavčiča neposredno na reko Dravo. Torej še en motiv, en dodatek,
kako lahko neki drobci razširijo vedenje o vsakem delu iz naše zbirke. Sedaj pa gospa Irena, najprej vas vabim, tako kot smo se zamislili, da prezentaciji, potem pa vabim seveda vas, da se pridružimo vsi skupaj in nadaljujemo ta večer v pogovoru. Najprej lepo pozdravljeni, vesela sem, da ste se odzvali vabilu in odločila sem se, ker je veliko slikovnega materiala, da bom uvodoma pripravila predstavitev v obliki PowerPointa, potem pa sem na voljo za pogovor z Bredo, tudi bom vesela, če me boste kaj dopolnili, pa da bomo skupaj obudili spomin na katerega od umetnikov, ki jih sedaj omenjam. Kako, ko sem dopolnila 70 let, sem se odločila, da obudim spomine na manj znano izdelanje življenja umetnikov Anteja Trstenjaka, Maksa Kavčiča in Gabriela Kolbiča, ki so nekaj let pred vojno, pa tudi predvsem po vojni, živeli in ustvarjali v hiši mojega očeta. Ta leta imam zelo v lepem spominu, saj sem jih deloma preživela ob njih. Spominjam se pa tudi drugih umetnikov iz tega obdobja, moje mladosti, ki so pa živeli v soseščini ali pa sem bila na kak drug način povezana z njimi. To je bežen spomin na Antona Polaka, ki je živel v soseščini, in pa slikarja Marjana Remca, naš gimnazijski profesor, ki ga tudi moja kolegica ima tudi v lepem spominu. Svojo predstavitev sem razdelila v nekaj tematskih sklopov. Najprej se mi je zdelo pomembno, da predstavim stavbo, v kateri sem živela 20 let, med letom 50 in 71, in pa kako je nastala. Nato bom predstavila nekaj osebnih spominov z moje perspektive, kako se spominjam Trstenjaka, Kavčiča in Kolbiča. Potem bom predstavila tudi fotografije iz družinskega albuma. Nekaj skromnih je, ampak so mi v lepem spominu, saj so upodobljeni njih umetniki s člani naše družine. Zanimivo je pa tudi korespondenca med očetom in umetniki, posebno razglednica, ki jo je poslal Trstenjak leta 1935 iz Prage in v kateri omenja tudi razstavo, ki je v tistem letu potekala v Mariboru. Potem bom pokazala tudi umetniška dela. Ena so nastala v naši hiši, torej v ulici Kneza Kocla, nekaj pa je tudi zanimivih, ker upodabljajo člane naše družine. Pa še posebna zanimivost, spominske knjige. Podarila sem galeriji spominsko knjigo, ki je bila last moje sestre, sestre jo dale meni. Tako zdelo se mi je zelo zanimivo, vse v njej 18 ilustracij mariborskih slikarjev. Potem pa imam še spomin tudi za konec na kiparja Napotnika. No, zdaj bi pričela s predstavitvijo stavbe in tega dela mesta, kako je izgledal ta del mesta, predno je stavba stala, kako, ko je stala stavba v ulici Kneza Kocla in kako izgleda danes. Posebno mlajše generacije se mi zdi mogoče pomembno, da se to nekje ohrani. Si sploh ne predstavljajo, da je v tej prenovljeni nadzidani stavbi nekoč bila stavba iz 13-stropna stavba iz leta 1934, v kateri so ustvarjali umetniki. No, tako je izgledal ta del mesta od gradnje Narodnega doma do leta 1934. Ob Narodnem domu je bila parcela zelen travnik z ograjo, lastnik pa je bil Šerbam. No, to je še en posnetek, črno-beli. No, tako je pa izgledal ta del mesta med leti 1934 in 1969. Ob Narodnem domu na tej parceli je 13-stropna stavba z vrtom. Zdaj bi pa povedala nekaj podatkov o tej stavbi. Dal jo zgraditi moj oče. To je bil težaven teren, saj je po tem terenu potekal obrambni jarek. Načrte je naredil stavbenik na Simbeni. Oče pa si je želel urediti v tej stavbi ordinacijo in stanovanje za svojo družino. V vrhnjem nadstropje pa je dal na voljo slikarju Trstenjaku in Kavčiču. Nekaj let po vojni pa je bil v tej hiši tudi krajši čas kipar Kolbič. No, tu je še nekaj posnetkov hiše iz različnih zornih kotov. Tu je pogled iz hiše v ulici Kneza Kocla v smeri proti Vetrinski. Teh stavb danes ni več. Ko so pričeli z novo gradnjo, so jih podrli. In pa še na tej fotografiji se stavba najlepše vidi. Okrog nje je bila ena 13-stropna z ravno streho, na drugi strani pa poševna mansarda in pa vrt z okroglo ograjo in visokim ligustrom.
No, to je še pogled Drave, smeri vodnega stolpa na to stavbo, kakršna je bila nekoč, in pa posnetek iz zraka. Čisto na spodnjem robu se vidi, da zelo malo, rob strehe, to je bila ravna pločevinasta streha, na drugi strani pa poševnina, ker je bilo na drugi strani nadstropje nižje. No in tukaj pa še posnetek stavbe in v ozadju Narodni dom smeri od glavnega trga. In sicer leta 1969, ko so stavbe, ki so prej stale na tem delu mesta, porušili in pričeli z novogradnjo elektrogospodarstva Slovenije in Dravskih elektrarn. No in če pogledamo ta del mesta danes, izgleda takole. Ta 3-nadstropna stavba, ki jo gradil oče leta 1934, je bila nadzidana, zdaj sta 2 nadstropji, pa na vrhu še mansarda in se naslanja na novogradnjo elektrogospodarstva. Pojasnila bom, kako je do tega prišlo. V koncu 60. letih so si Mariborčani zelo prizadevali, da bi bil sedež elektrogospodarstva v Mariboru. Pričeli so graditi velik poslovni objekt, ugotovili pa so, da je obseg dela tako velik, da potrebujejo tudi dodatne prostore za pisarne in načrtovali so tudi ureditev velikega računalniškega centra, ki je poleg za njih opravljal računalniške storitve dolgo let tudi za druga podjetja. Oče ni nikoli razmišljal, da bi hišo prodal, tam se je dobro počutil in ko so pa potrkali na njegova vrata in mu predlagali, da bi jo prodal in da bi se preselili člani družine na druge lokacije, je po daljšem razmisleku se vendarle odločil, da stavbo proda. Mogoče sta ga k temu odločiti pripeljala 2 razloga. En je bil ta, da so Lep vrt, ki je bil od leta 1934 do leta 1962, je morala družina opustiti, ker se je širila ulica, takrat Kopališka, potem Svetozarevska, danes ulica Osamosvojitve. Drugi pa ta, da so bili tudi spodnji prostori nacionalizirani in so v družini ostale samo stanovanja. Tako da je po premisleku le pristal na prodajo in leta 1971 so se družinski člani preselili drugam. Ohranjen pa imam čudovit spomin, kako je v tej hiši, ki jo je tako težko ustvaril, preživel lepa leta in kako je preživel zadnjo noč, predno je naslednjo noč prespal na drugi lokaciji v Novi vasi. No, zdaj bi pa na kratko predstavili umetnike, ki jih tako verjetno vsi zelo dobro poznate, ampak tako, da obudim spomin na njihove torej portretne fotografije. Najstarejši med umetniki, ki je ustvarjal v 3. nadstropju kneza Koclja, je bil Trstenjak, rojen 1894, umrl leta 70 v Mariboru. Pri očetu je bil, kar je dokazljivo iz korespondence, pa tudi iz doktorske dizertacije Maje Vetrihove, nekaj let pred vojno, pa potem tudi po vojni. Morda ta letnica 45, moram korigirati, je bilo kako leto kasneje, morala bi napisati točno po 2. svetovni vojni. Eksaktno pa je, da je bival v tej stavbi do leta 1963. Razlogi so bili tije. Oče in Trstenjak sta prijateljevala že dolgo let, predno je oče zidal to hišo, v tem obstajajo tudi fotografije. Pa, ko ga je pa povabil njega in kasneje tudi Kavčiča, pa jim je povedal takole: vesel sem, da ste pri meni, mislim, da jaz pomagam vam, vesel sem, da ste v moji družbi, vendar, ko bojo otroci odrasli in si bodo ustvarili družine, vas bom prosil, da si poiščete ateljeje na drugih lokacijah. To so z razumevanjem sprejeli in ostali so prijatelji, kakor dokazujejo tudi pisma med njimi, do smrti in se tudi obiskovali na drugih lokacijah. No, žal fotografije prav Trstenjaka v ateljeju v kneza Koclji nimam, je pa ohranjena tale fotografija Maksa Kavčiča, ta je pa prikazuje prav Kavčiča v sobi v 3. nadstropju. Pravzaprav to niso bili namenske ateljeji, to so bile sobe sončne z lepim pogledom, torej stanovanjske sobe, enakega dimenzije kot nadstropja pod njimi, ampak z lepim pogledom na Dravo. In kje na tej fotografiji se prepozna v ozadju lončena peč, kakršne smo imeli takrat tudi v drugih prostorih.
Tudi Kavčič je potem leta 1963 z razumevanjem sprejel očetovo odločitev, ko si je moja sestra ustvarila družino in je na ta način rešila stanovanjski problem. Oče in Kavčič in Tolšič so se lepo poslovili, njemu je bilo žal, da mora oditi, ampak vedeli so, da dejansko moral dati prednost svoji družini, oni so pa kasneje našli lokacije drugje. Žal je bilo, da je Kavčič imel potem pri iskanju ateljeja drugje precej težav, da tega takrat, ko sta se poslovila, niso vedeli. Pričakovali so, da tako uspešni umetniki, kot so Kavčič in Trstenjak, da jim bo vendarle občina v kratkem času priskrbela nadomestno stanovanje. Trstenjak pa je imel velike prostore tudi na Trgu Revolucije in je potem delal kar doma. No, Kavčič je pa čez nekaj let dobil lepši atelje na Partizanski. Bilo pa je očetu tudi zelo hudo, da se ni ta problem takoj rešil in ko so se poslovili, tega ni mogel predvideti. Kolbič je bil najmlajši, rojen leta 13 Veliki in je tudi krajši čas živel v hiši. Po drugi svetovni vojni, ko se je vrnil v Maribor, je bival tukaj in ostal do leta 50. Tako da, ko sem se jaz rodila, je imel že stanovanje in atelje drugje. In tukaj pa posnetek sem dodala ilustracijo Kolbiča na ateljeju na Koroški cesti. Tudi nimam slike v ulici Kneza Kocla. No, sedaj pa nekaj besed o mojem očetu. Mogoče je prav, da zveste tudi nekaj o njegovi družini. To, da je šel z revnih razmer, ampak je potem z pridnostjo in prizadevnostjo in nadarjenostjo kar nekaj ustvaril v življenju, pa uspel pomagati tudi drugim. Rojen je bil leta 1901 v Ormožu. Njegov oče je bil tudi zdravnik in narodni buditelj. V družini je bilo 8 otrok, vendar so 4 umrli mladoletni, stari nekaj mesecev, 4 leta. Takrat so otroci umirali za otroškimi boleznimi, ki jih pa tudi oče, ko je bil zdravnik, ni znal pozdraviti. Še ni bilo cepiv, zdravil, tako da so 4 male otroke pokopali. Oče pa je dočakal Oroslav, torej zdravnik Oroslav, ki je bil podeželski zdravnik, pa je dočakal 45 let samo, umrl je leta 1912, ko je bil že težko bolan, zbolel za tuberkulozo, ki se je nalezel od pacientov, saj je imel težko terensko delo, dosti delal na terenu po noči, se vozil z vozmi, torej je bilo kar naporen poklic. In ko je vedel, da ne bo dolgo živel, je poklical otroke in tudi Borisa k sebi, pa ga je prosil, da bi, ko njega ne bo več kako skrbel za mamo, brate, in da bi to obljubo držal tudi, ko bo opravljal svoj poklic. Boris pa mu že takrat rekel, da bi rad študiral enako medicino kot oče. No, mama vdova, torej po Oroslavu, se je potem preselila iz Ormoža v Maribor, da bi se otroci lažje šolali. Živela je v majhnem stanovanju, imela je tudi skromno pokojnino, ker je mož tako hitro umrl in si je dodatno preživljala tako, da je sobico oddajala dijakom. Rekli so ji, da je dijaška mamica, zanje je kuhala in skrbela. In med temi dijaki je bil pa zelo dober očetov prijatelj in sošolec, slavist in prešernoslovec, kasnejši akademik Anton Slodnjak, s katerim sta se z očetom obiskovala do zgodnejše Slodnjakove smrti. Slodnjak je umrl nekoliko prej kot moj oče. Oče je po maturi na klasični gimnaziji študiral medicino v Ljubljani, nato na Dunaju in Grazu. No, moram to pojasniti, da je med obema svetovnima vojnama trajal študij medicine samo 2 leti, ni bilo tako, torej ko je bila ustanovljena medicinska fakulteta, ni bil popolni študij, tako kot v Mariboru, ko je bila ustanovljena medicina 2003. Izpiti, ki so jih takrat študenti opravljali, so bili priznani, vendar so se potem morali izbrati študij v kateri drugi medicinski fakulteti in so šli v Zagreb, Prago, München, Dunaj, Graz. Oče se je odločil za Dunaj, ker je imel tam sorodnika in je lahko pri njem živel, torej imel stanovanje in hrano, zraven pa je opravljal podobno kot tudi v gimnazijskih letih inštrukcije. Tako kot je obljubil očetu, se je zelo trudil, študij je bil medicine kar naporen, v nemškem jeziku seveda,
diplomiral pa potem v Grazu in ga končal v 6 letih, ohranjen pa je tudi spričevala, ki so zelo lepa, skoraj vse izpite je opravil z odličnim uspehom. No, po študiju se je zaposlil v Mariboru, vmes je pa še specializiral zobne bolezni. Najprej si je želel po študiju splošne medicine specializirati otorinolaringologijo, vendar je bila šolnina tako visoka na Dunaju, da je potem se odločil za podoben študij zobnih in ustnih bolezni zaradi nižje šolnine, ker je bilo tudi to kako povezano z boleznimi glave, ki so ga zanimale. Delal je krajše časa pri očetovem prijatelju dr. Kacu, nato pri dr. Šamolu, potem si je pa najel ordinacijo, prostore za stanovanje in delo, kajti takrat je tako, kot se zdaj časi vračajo, veliko zdravnikov delalo kot zasebniki. Najemnine so bile visoke in tako je začel razmišljati, da bi namesto plačevanja najemnin kako zbral za sorodniki finančna sredstva, najel posojilo in šel na svoje. Pri tem mu je precej to pot sugeriral tudi njegov prijatelj, znani mariborski kirurg dr. Černič, ki je bil nekoliko starejši od njega. Černič je prav tako veliko let delal v najetem stanovanju, pa se je potem odločil, da zgradi sanatorij v Tirševi, kjer je imel ordinacijo in stanovanje. No, ta sanatorij je bil zgrajen leta 1929, no, oče pa je z njim sodeloval na več načinov. Nekaj časa je pred specializacijo iz zobozdravstva bil z njim delal na kirurškem oddelku v bolnici, potem pa sta bila dobra sodelavca v zdravniškem društvu, kjer je bil dr. Černič veliko let predsednik, Boris pa njegov tajnik. No in tako kot Černič se je odločil, da bo poiskal parcelo, imel je nagledanih nekaj parcel v okolici Maribora, pa so mu kolegi rekli, če boš imel parcelo v okolici Maribora, bo to težko dostopno za paciente, ki so se vozili z okoliških krajev tudi z vlakom, in se je tako odločil za parcelo ob Narodnem domu, ki jo prodal Šerbam. No, ko je imel to parcelo, pa so se začele težave. V tem sem raziskovala dokumentacijo v Pokrajinskem arhivu, kjer so načrti, pa tudi dopisi med stavbenikom Nasibenjem, očetom in občino. Z Nasibenjem sta si najprej zamislila majhno stavbo, torej ki je bila tudi cenejša, in kjer bi si zagotovil ordinacijo in stanovanje, vendar občina ni dala dovoljenja, morajo zgraditi 3 nadstropnjo, nekje so zahtevali, zato ker je Narodni dom višji, naj bil gabarit usklajen, čeprav so bile stavbe na drugi strani proti Vetrinjski nižje, ampak na občini niso popustili. In tako se je Nasimbeni znašel, pa je rekel, da se gradnja ne bo bistveno podražila, bomo pa naredili sprednjo fasado 3 nadstropnjo, tako da bomo zagotovili predpisom oziroma zahtevkom, na drugi strani pa poševno streho. No, težave so bile pa tudi zaradi terena na Jarku, kjer so morali stavbo okrepiti z tako imenovanimi piloti. No, ko so bili načrti potrjeni, se je pričela gradnja in leta 1934 je bila stavba gotova, tako da se je lahko iz najetega stanovanja in ordinacije preselil na svoje. Pričel je delati, v hiši pa so živeli poleg njegove ožje družine tudi mama in bratje. Prostore v 3. nadstropju pa je ponudil Trstenjaku, to je tudi dokumentirano in dokazljivo. V doktorski disertaciji Vetrihove je zapisano, da je v sredini 30. let delal v prostorih v 3. nadstropju pri Kristanu v ulici Kneza Kocla. No, kasneje pa ponudil tudi Kavčiču in po vojni še Kolbiču. No, zdaj bi pa tukaj omenila moje osebne spomine na slikarje, kakor sem jih pač jaz videla, tako kot tudi drugih dogodkov v svojem življenju se nekako spomnim od 4. leta naprej, ostalo je v megli. In nekako od tega leta naprej sva z očetom velikokrat obiskala Trstenjaka, nadstropje nad našim stanovanjem. Spominjam se ga, da so ga klicali Tunek, tako imenujejo Antonev Prlekiji, in to je zabeleženo tudi v knjigi dr. Vetrihove.
Spominjam se ga, da je veliko krat ustvarjal krajine v olju, včasih mi je tudi dal čopič in sem lahko sama kaj naslikala. Zelo pa so mi pretresla njegova pripovedovanja o prvi svetovni vojni, ko je bil mobiliziran in na fronti v Galiciji hudo ranjen in bil potem veliko časa na zdravljenju. Kot ranjenca so ga prestavili tudi na Dunaju, kjer je pa potem okreval, vendar mu je ostalo, to je tudi povedal, en delček drobca granate v bližini srca in tega se nikoli ni dalo odstraniti, tako je imel potem vse življenje majhne težave s tem. Zanimivo mi je bilo tudi njegovo pripovedovanje o življenju v Pragi in sem si takrat predstavila Prago kot zelo lepo mesto. Imela sem pa priliko mnogo let pozneje, da jo obiščem in vidim, da so bila njegovi opisi res upravičeni. Veliko spominov imam tudi na Maxa Kavčiča. Posebno mi je bilo zanimivo to, da so bile v njegovem ateljeju razstavljene makete scenskih osnutkov. To se mi je zdelo kot majhno gledališče in sem jih zelo rada stala pri temi maketami in jih opazovala. Včasih mi je tudi on dovolil, da sem kaj narisala s čopičem. Posebej pa mi je bilo čast, če sem lahko kot majhna deklica mu tudi kaj pomagala. Najbolj mi je ostalo v spominu to, da je mi prosil, da držim vrvico, ki je bila namočena v oranžni prah, oranžne barve, in rekel, da bo naredil na velikem papirju na tleh mrežo, nato pa je na to mrežo prislikal iz manjše skice na veliko, in ker je verjetno pripravljal kakšno dekoracijo za steno. Zanimivo mi je bilo tudi to, da se je rad povedal kakšen vic, se pošalil, znal pa je tudi zelo glasno govoriti, energično. Tisto sem bolj poslušala, kot sodelovala. O raznih temah so debatirali, o umetnosti, včasih je bil zraven tudi moj oče, pa tudi mnogo drugih slikarjev. Spomnim se Zlatka Zeja, Pandurja in pa režiserja Žižka, ostalih pa bolj bežno. Pa v spominu mi je tudi to, da so se pogovarjali veliko po otvoritvi umetnostne galerije, katere za prenovitev je bil med pobudniki prav Kavčič, in po otvoritvi so z očetom velikokrat se sprehodila od Kneza Koclje po Glavnem trgu in Koroški do sem, saj nam je bilo blizu, običajno ob nedeljah dopoldan, in velikokrat sva srečala tudi prijatelja Kavčičevega prijatelja, ravnatelja Rudolfa. Zanimivo so mi bili tudi pogovori o predavanjih na Pedagoški akademiji Kavčičevih. Očetu pa je bilo zelo drago, da je lahko Kavčiču pomagal na ta način, da mu je posojal svoje albume z reprodukcijami in umetniške knjige, ki jih je potem Kavčič lahko pokazal študentom z episkopom. In pa nekaj reprodukcij, ki smo jih imeli mi tudi na stenah, ampak stene so bile zelo polne, nekaj je bilo originalov, veliko pa tudi reprodukcij klasikov, klasičnih slikarjev evropskih, od Rembrandta, Rubensa do sodobnejših Van Gogha. Ker je bilo tega zelo veliko, se oče odločil, rekel, to pa naj ostane kar za tvoje študente na pedagoški. In oba sta bila s tem zadovoljna. Gabriela Kolbiča se toliko ne spominjam iz ulice Kneza Koclja, ker takrat, ko sem se, torej po mojem rojstvu leta 50, je imel že stanovanje in atelje drugje, vendar pa sem ga z očetom velikokrat obiskovala v 80-ih letih. Takrat je bil oče že v pokoju in je imel čas za to. Posebej mi je pa bilo všeč, ko sem lahko opazovala, kako je v glini upodabljal moja sinova. Očetu je predlagal, naj pripelje vnuke in da zelo rad upodablja otroke. Včasih sem prisostvovala jaz, včasih oče. Zanimivo pa mi je bolj poslušati pripovedovanje Kolbiča o njegovem študiju v Pragi. Povedal je, kako natančno so jih profesorji učili upodabljati portrete v različnih materialih, v različnih velikostih. Poudaril pa je to, da je zelo pomembno, da morajo kakršenkoli način oblikovanja kipa je vedno odražati bistvene poteze portretiranih. In dostikrat je tudi kritiziral kipe drugje po Sloveniji, češ da njihovi avtorji ne upoštevajo teh načel, da bi odražali bistvene potrebe portretirane ali abstraktne ali realistične, ampak vendarle
to načelo bi pa naj veljalo, pa tudi nekje dimenzije telesa, če so bili doprsni kipi. Tega se kar dobro spomnim. Pa v spominu pa mi je ostala Kolbičeva Ljubka Bela zajčica, s katerimi so se moji otroci igrali, ko jih je upodabljal v glini. Tako da imam Kolbiča v zelo lepem spominu. Z očetom pa sta bila v stiku do poznih let, dokler ni zbolel najprej eden, potem pa drugi. No, sedaj bi pa pokazala nekaj fotografij iz družinskega albuma. To je ravno ta portret Trstenjakove žene. Zdelo se mi je zanimivo, zato sem se odločila, da to fotografijo predstavim. Saj sta in portret in pa fotografija skoraj nastala istočasno. V albumu je oče zabeležil, da je ta fotografija iz leta 1929, pri portretu pa je navedeno, da je iz leta 1928. No, tukaj so upodobljeni prijatelji na kopanju. Na sredini je Ante Trstenjak, njegova soproga Evgenija, Čehinja iz Prage, ki se je potem preselila v Maribor in delala kot zobozdravnica v ulici Kneza Kocla v zdravstvenem domu. In tudi njo, smo se malo prej pogovarjali z Bredo, sem tudi večkrat videla skozi okno, ko je iz stanovanja na Trgu Revolucije po mostu in po Kneza Kocli odhajala svoje delovno mesto v ambulanto. No, na levi strani je očetov mlajši sin Miran, njegov prijatelj Rudi Kac, na desni strani pa sta moj oče in pa prijatelj Leon Kac. Tukaj bi omenila, da je bila to že Kac in Kristani druga generacija prijateljev, Oroslav Kristan, torej oče Mirana in Borisa, in pa Kac starejši sta bila kolega iz medicinskega študija v Gracu in sta prijateljevala do Oroslave prezgodnje smrti. Oroslav je umrl leta 12, dr. Kac pa okoli leta 40. In tudi, ko je Oroslav umrl, je pomagal otrokom. Boris je tako prvo službo nekaj mesecev dobil prav v ordinaciji dr. Kaca. No, predvsem je pa ta slika zanimiva, ne? To so bolj družinske zadeve, zaradi izredne podobnosti Evgenije na fotografiji in na portretu, saj gre skoraj za torej isto leto. No, to pa še ena izmed meni ljubih fotografij, nimam jih veliko takšnih, takrat se nismo tako dosti fotografirali kot danes, ampak zato so, ker so redke, so še toliko bolj dragocene. To je fotografija naše družine na vrtu ob hiši Kneza Kocla, slikar Kavčič, v naročju ima mojega bratranca, moja mama mene, zraven pa sta moj oče in sestra. Vrt je bil, kot se tukaj vidi, zadaj so rastline, zelo lep, z dosti okrasnimi rastlinami, okrasnim drevjem, cvetjem in bilo je tudi veliko vrtnic, tako da smo se radi posedeli na vrtu, posebno ob toplih poletnih večerih. Zelo nam je bilo pa otrokom, poleg bratranca so prihajali tudi drugi sorodniki in pa sosedje. Smo bili zelo veseli, če nam je delal družbo Max Kavčič, ker je bil zelo vedre narave in se dosti šalil. Tu je pa fotografija tudi iz sredine 50 let s Trstenjakov. Na njej so moj oče, mama, sestra, jaz in na sredi Ante Trstenjak. Posnetek je pa iz vrta v smeri proti Narodnemu domu, ki se pa skoraj ne vidi, torej proti vzhodu, kajti vrt je imel zelo visok liguster in pa zraven, torej leta 1955 so v toliko letih zrasli dve veliki vrbi žaljujki, ki sta pa bili tako visoki, da se iz vrta Narodnega doma, čeprav je visok, skoraj da ni videlo. No, ta vrt smo potem seveda zaradi višjih potreb opustili, saj se je širila cesta in okrog leta 1961 in potem je, torej več ni bilo ograje, odstraniti smo morali drevje, na tem mestu je bil pa samo travnik. No in malo potem, ko je bil vrt opuščen, je nastala tale fotografija. Na fotografiji je Max Kavčič z hčerko Metko, leta 1963, v zadju se pa vidi Narodni dom. Fotografijo je pa posnela moja teta, Ljuba Kokalj Kukovec, ki je tudi stanovala v ulici Kneza Kocla in se danes, ko je stara že 95 let, tudi rada spominja
Kavčiča, Kolbiča in Trstenjaka, s katerim je bila soseda v isti hiši. No, ko je bil vrt opuščen in je bil na tem delu samo travnik, pa ga je oče omogočil prijateljem, med prvimi tudi Kavčiču, da so si na tem mestu, ki je brez ograje, postavili lesene lope, garaže za avtomobile. No, v 60 letih so si Mariborčani začeli kupovati avtomobile, tudi Kavčič si je kupil Volkswagen, o tem piše tudi Metka, ki so ga ljubkovalno imenovali Folkica. Nam pa je bilo zelo ljubo, da nas je Kavčič, torej našo družino, včasih ob nedeljah popeljal na izlete v Slovenske Gorice. To mi je ostalo v zelo lepem spominu. No, istočasno, kot je nastal ta posnetek Kavčiča za Metko v naročju, je pa moja teta slikala tudi mene z Metko, torej tudi na tem travniku ob Narodnem domu. No, zdaj pa pokazala nekaj torej zanimive korespondence. Posebno zanimiva se mi zdi ta iz decembra 1935, ki tudi dokazuje, da je takrat Trstenjak že bival kneza Koclji. Sicer poslal jo je koncu leta 1935, želi Borisu, prijatelju Borisu, lepe božične in novoletne praznike, obenem ga pa prosi tudi, da ki je bila pri tem razstava v Mariboru, da bi Gojmir Kos prinesel slike iz razstave, ki jih niso imeli kam pospraviti, v čakalnico njegove ordinacije in da bi naj te slike ostale, kolikor bo potrebno, pri njem. Zraven je tudi stavek, da je razstava bila sicer dobro obiskana, ampak da se je prodalo malo slik. Potem pa piše tudi, da v Pragi obiskuje tudi razstave, da se veliko dogaja na likovnem področju, da je sicer zanimivo, ampak da se slike tudi slabo prodajajo. Potem pa sprašuje očeta še, kako je z njegovim sinom Petrom in da je z Trstenjakovim sinom Mirkom v Pragi vse v redu. Namreč moj brat Peter se je rodil leta 1934, Trstenjakov Mirko pa tudi, in tako da sta se oče in umetnik velikokrat pogovarjala tudi o otrocih poleg umetnosti. No, ta razglednica je pa prišla iz Prage leta 1948 in tukaj pa Trstenjak piše, da je pripotoval v Prago in da je našel pri svoji družini, da je bilo pri njegovi družini vse v redu. V Pragi sta bila takrat njegova žena in sin, ki so se pa potem preselili kasneje v Maribor in tukaj živeli. Zraven pa piše tudi, da je bil takrat v Pragi tudi Trstenjak, da je bil tudi Kavčič. No, na prejšnji pa piše tudi, da tukaj pa piše tudi, da pošilja pozdrave Kavčiču, je pripisal spodaj. Tako da sta včasih bila eden v Pragi, en v Mariboru, včasih pa tudi oba v Pragi. No, to razglednico pa iz Prage leto dni poprej, no, to je Trstenjakova iz leta 1948, to je pa Kavčičeva iz leta 1947, prijatelju Borisu. In tudi tukaj piše, da je v Pragi, da je v Pragi takrat bil tudi Trstenjak leta 1947 in da dosti slika, piše Kavčič, in da si je nabavil tudi precej slikarskega materiala in da se kmalu vrne v Maribor. No, to je pa tudi v biografijah o Kavčiču omenjeno, da je bil takrat na izpopolnjevanju. Žal je del te razglednice prekrit, ker je bila lepljena v albumu, tako da se del teksta ne vidi. To tudi v obliki formata razglednice, to karikaturo je pa podaril Kavčič očetu, pa še ne original, ampak odtisnjeno, komu, torej prijateljem, pa tudi očetu, torej karikatura Midžota, verjetno po kakšni priložnosti zopet pred novim letom. Tukaj bi pa mogoče prebrala odlomke iz dveh pisem, ki so zelo ganljiva, nekaj stavkov iz pisem, ker so zelo obsežna, ki nekako odražajo topel prijateljski odnos med Maksom in Borisom. Maks in Boris sta se velikokrat, ko sta se vrnila z kakih potovanj, pa obiskov galerij,
veliko pogovarjala, prinesla sta drugemu tudi prospekte ali kakšne reprodukcije in tako je naneslo, da je avgusta 72 oče potoval za agencijo na Škotsko in je nameraval Kavčiča obiskati. Ni pa vedel, da je zbolel. In ko je pa to zvedel, se je odločil, da ga razvedri s tem, da bo razmišljal tudi o tako lepih stvareh, kot je umetnost ali pa potovanje na Škotsko, da ne bi razmišljal samo o težavah bolezni. Kot zdravnik je vedel, kako pomembna je pozitivna energija v takih situacijah. No in tako mu je 27. avgusta zapisal: dragi Max, pred dnevi nas je obiskala tvoja žena Irena in nas obvestila o tvojem sedanjem bivališču. V začetku tega meseca sem te iskal v tvojem ateljeju, vendar te nisem našel. Mislil sem, da si podaljšal bivanje v Primorju, kamor si po navadi šel po navdih za tvoje umetniško ustvarjanje. Dobro je bilo, da si se odločil za zdravljenje v bolnici v Beogradu, saj tam zdravijo po najbolj sodobnih metodah. Mi ti želimo skorajšnje okrevanje. V mojem zadnjem potovanju na Škotski sem imel namen s tabo kremljati v tvojem ateljeju, saj se na takih potovanjih mnogo doživi in se lahko o tem tudi mnogo pove. Svoj čas sem ti omenil kratek stavek, ki ga je napisal moj medicinski sošolec in pisatelj Slavko Grum. Uživanje umetnosti je edino popolno odrešenje človeka že tukaj na zemlji. Potem pa je napisal tudi to: vsa moja številna potovanja od mladosti naprej so služila podzavestno tej življenjski maksimi, to je iskati povsod lepoto, povsod v naravi in stvarstvu. Mes pa mu piše obsežno tudi o škotski arhitekturi, umetnosti, slikah, slikarjih, ki jih je videl. Tega ne bom brala. S tem je želel Kavčiču misli preusmeriti na nekaj lepega, da ne razmišlja samo o svojih težavah. In zadnje vrstice se pa glasijo takole. Tako vidiš iz teh kratkih vrstic, da sem nekaj dnevih zelo veliko videl in doživel. To nam daje pozneje duševne vitamine. To nam je potrebno v starosti, ko ne izvajamo več poklicnega dela. Želim ti ozdravljanje in da se čim prej vrneš v svoj družinski krog. Pošiljam ti pozdrave in prilagam tudi prospekte. No, Kavčič mu je v tednu dni napisal obsežno pismo, kar na 4 straneh, ki je tudi zelo ganljivo. Kakor si izvedel po Ireni, me je dočakala nesreča v bolezni, ki ti je znana, saj jo prebolel naš Peter. Pri tem je mislil mojega brata Petra, ki je nekaj let predtem imel ravno podobno težko bolezen, ampak je na sreči bil ozdravljen in preživel. Kavčič tako piše: letos pomladi sem čutil veliko utrujnost, nisem pa razmišljal, da bi bilo kaj hujšega. Potem pa piše tudi o svojem poteku zdravljenja, saj vedel, da ga bo Boris kot zdravnik razumel. Prebrala bom pa samo tiste stavke, ki se nanašajo na umetnost. Borisu piše: videl si biserov polne bisage, to se pravi v galerijah. In če bom ozdravel vsaj na pol, se vrnem v Maribor in boš pripovedoval s tvojo notranjo toplino, kakor si mi vedno, kadar sva bila skupaj. Pa povedal mi boš tudi kakšen vic o Škotih. Njihovi vici niso zlobni, so samo luškani. Potem pa piše še glede prospektov, ki jih je videl, da mu je zelo všeč sodobna škotska arhitektura, ki je racionalna in čista. Vesel sem, da si mi priložil tudi prospekte, saj sem si tako ustvaril boljšo sliko o tem, kar si videl, kakor samo iz besedila. V Beogradu bom ostal do sredine oktobra. Veš, da mi je hudo, ker sem odvojen od svojih domačih. Doživimo marsikaj, kar ne moremo razumeti. Vse življenje sem garal, pridno delal in sedaj za plačilo bolezen, o kateri nič ne vem in ki me lahko ugonobi. Zaključil pa je s temi mislimi: velika zahvala za veliko prijateljstvo in lepe pozdrave tvoji družini. No, še v istem mesecu mu je poslal z Beograda tole razglednico, ki je optimistična. Vse piše, da se zdravi že ambulantno in da ustvarja tudi skice in ko bo prišel v Maribor, bo iz teh skic naredil slike.
in da, ko bo v Mariboru, naj se Boris pri njemu oglasi. No, januarja pa je prišla tale dopisnica, ljudje takrat niso toliko telefonirali kot danes, tudi ne toliko fotografirali, ampak si sporočali tudi z dopisnicami. No, in Borisu piše, da je se vrnil z bolnice, da čez nekaj časa mora iti zopet na zdravljenje in da v tistem času, ko bo doma, naj ga kaj obišče, da bosta poklepetala. Oče ga je obiskal, to je bilo zadnje srečanje, je pa čez mesec dni smo zvedeli, da je Kavčič umrl. Očeta je to zelo pretreslo, pa tudi meni je bilo zelo hudo. Se moram odkrito priznati, da je bil Kavčič poleg ravnatelja dr. Hartmana in mojega očeta osebnost, ki me je zelo zaznamovala. No, tukaj pa še prijazne misli Gabriela Kolbiča. Napisal je takole, leta 86. Šli smo skupaj skozi košček življenja, kakor dobri prijatelji. In pa zelo lepo, ob očetovi 90-letnici mu je podaril pesmi 4letni časi, ki so tudi tukaj na vitrinah, da si lahko pozneje, ker grem zelo hitro skozi, slikovni material si lahko potem v miru pogledate. In napisal je tako: Borisu ob 90-letnici za njegove vnuke in pravnuke. No, sedaj sem s tem sklopom korespondence zaključila, pa bom pokazala dela, ki so manj znana in so jih ustvarili Trstenjak, Kavčič in Kolbič. No, to je zanimivost. Trstenjak je v Münchnu v stari pinakoteki preslikal to delo nizozemskega slikarja Antonasa van Dijka. Van Dijk je bil Rubensov učenec, ki je pa veliko ustvarjal, kot vi veste, v Angliji in je bil tudi zelo dober dvorni portretist. No, na levi strani sem fotografirala reprodukcijo originala Van Dijka, na desni strani je pa Trstenjakova kopija, študijska kopija skoraj enake velikosti. Ta kopija je okvirjena in na hrbtni strani je bil prilepljen listek, da je to Trstenjakovo delo leta 1934 oče kupil. Ta slika je še danes v našem domu, je kresila stene spalnice Kristanovih in pohištvo v spalnici je bilo iz enakega lesa kot ta okvir. No, takrat so verjetno te zadeve delali mizarji po naročilu, ni bilo tako serijsko kot danes. No, in še ena zelo lepa slika, meni je posebej ljuba, nastala leta 1936, to je portret očetove prve žene Helene Kristan in njenega sina, mojega polbrata Petra. On je bil takrat 2 leti. Slika je v naravni velikosti, je pa lep spomin na Heleno, ki je, torej očetovo prvo ženo, ki je umrla premlada, stara 42 let za levkemijo in je očetu takrat zapustila 2 majhna otroka, dečka starega 10 let in deklico staro 7 let. In tu je pa tudi, no, ta slika je pa v lasti bila mojega brata, po smrti pa je last njegovih potomcev. Zdi se mi pa prav, da je tukaj predstavljena zaradi mogoče kakšnih pregledov Trstenjakove ustvarjalnosti se lahko tudi vključi, ker je to manj poznano. Tu je tudi lep portret Helene Kristan. Tukaj sem pa dodala, ker sem se odločila, da sodi v ta sklop portretov naše ožje in širše družine, pa portret deklice Ljube Kokalj, poročene Kukovec, mlade deklice, to je v starosti 13 let. Danes je ta slika v njenem stanovanju, pa mi je dovolila, da napravim fotografijo. Na sliko pa je Tošo Primožič. In tudi še ena slika, to je pa moja sestra kot deklica in tudi avtor te je Primožič, je pa tudi signirana, kako se zna prebrati. Zdaj pa Kavčičeve slike. Ta slika, ki jo prikazujem, je tudi podobno kot naslednja, nastala, ko je Kavčič gledal skozi okno in videl ob Dravi tole vilo, ki je danes pregrajena v zobozdravstveno ambulanto zdravstvenega doma. Ta podobitev na majhnem listu je A4 formata, 28x20 cm,
je upodablja vilo ob Dravi. Takrat je bilo to stanovanje industrialca nemškega porekla, ki je po drugi svetovni vojni zapustil državo. V Mariboru pa so se odločili, da bi ne uredili zobozdravstveno ambulanto. No, v zborniku, ki ga tudi sem potem raziskovala v arhivu in našla skice, kako so to stanovanjske prostore preuredili v oddelek za odrasle, otroke in čakalnice. Takrat je bila že precej spremenjena, mnogo let pozneje so pa naredili še prizidek, tako da je podoba tudi popolnoma drugačna. No in še ena meni najljubših slik. Kadar pogledam to sliko, se tudi sama spomnim, kako sem videla zimo ob Dravi 20 let do leta 1971, ko smo se odselili. No in tako je zimo ob Dravi videl tudi Kavčič, ki je imel atelje, torej eno nadstropje višje nad mojo sobo. Zdaj pa še zanimivost, torej pokazala bom kar precej del očetovega prijatelja Kolbiča. Ta kip je posebej zanimiv, to je marmorni kip mojega očeta. Zanimiv je pa iz dveh vidikov. Torej, prvi je ta, za kar pa jaz veliko let nisem vedela. Šele ko sem prebrala v Dialogih intervju ob Kolbičevi 70-letnici, kjer je povedal Pungartniku in tako je tudi zapisano: doslej sem izdelal 630 portretov v glini, mavcu, bronu, v marmorju pa samo portret Kristana in pa maršala Tita za banko v Ptuju, za kar pa jaz nisem vedela. No, mi je pa ta kip še toliko več pomeni, čeprav bi ga želeli ohraniti v družinski lasti kot spomin na Borisa. Drugi vidik, zakaj pa je ta kip zanimiv, je pa tudi to je ustno izročilo. Kolbič je povedal očetu, oče svojim potomcem, da je material za kip dobil iz opuščenega podstavka enega znanih mariborskih spomenikov. Namreč, tako je Kolbič povedal, pisnih dokazov nimam, ustno se pa to prenašalo iz roda v rod. Da je torej na Slomškovem trgu je stal kip župana Tapajnerja, ki je bil postavljen 1904, mnogo let pozneje so ga odstranili. Mislim, da je spomenik v Pokrajinskem muzeju, ta podstavek so pa razkosali na 4 dele, no en del je dobil Kolbič. Sklepam pa, da ga ni verjetno odnesel direktno iz Slomškega trga, ampak so tako, kot se pač dogaja z marsikaterim spomenikom, da so ti kosi marmorja, ki ležali, morda celo sklepam na kakem odpadu, pa da so si jih potem kiparji odnesli. No, za ta en košček od teh 4 vem, da ga je uporabil Kolbič, za ostale 3 pa ne vem, kaj se je z njimi zgodilo. No, zdaj pa še nekaj ljubih Kolbičevih del. Zelo rad je upodablja otroke in tudi v lasti mojega brata, pa sedaj njegovih potomcev, je ta kip iz mavca. To je moj brat kot deček, star 13 let. To je pa upodobljena moja sestra, tudi kot deklica, tudi iz mavca. In mnogo let pozneje je Kolbič povabil mojega očeta, da bi upodobil njuna vnuka. Tukaj je kip takrat 7-letnega Igorja in kip 2-letnega Borisa. Ti kipi so mi posebej ljubi, saj so tudi signirani z datumom, celo tako lepo, celo mesec je zapisal Kolbič. No, tukaj sta pa dečka ob kipih. Zdaj bi pa mogoče na kratko predstavila en zanimiv članek. Takrat ni bilo toliko medijske odmevnosti in oče je živel skromno nekako za svojo družino in svoj konjiček. Kolbič pa je nagovoril takrat novinarko Ljubušo Kovač, da bi se z njim pogovorila. In ko ga je obiskala leta 1965, se z njim pogovarjala, kaj ga je spodbudilo k smislu za umetnost. Rekel je, da ga je to pričelo zanimati že v zgodnji mladosti in da si je zbral poleg medicine poklica konjiček in da priporoča vsem, da poleg poklica si najdejo kaj lepega za konjiček. On si je izbral likovno umetnost. Njegov brat, ki je bil gradbenik po stroki, pa se je zelo zanimal za glasbo in je bil velik zbiratelj takrat, katere prestolnice so zanj naredile največji vtis. Do tukaj pa nekje omenil, da mu je bilo najljubše starejše nizozemsko slikarstvo, ker so prikazali realno življenje
mu je bilo bolj župše kot italijansko z pretežno sakralnimi upodobitvami, imel pa je zelo rad tudi impresioniste, Van Gogha in druge slikarje. Glavno je potoval z vlakom in nikoli si ni kupil avtomobila, nisi nikoli imel že vikenda, poleg poklica in družine ga je izpopolnjevalo ljubezen do umetnosti, posebno likovnih stvaritev, pa druženje z prijatelji, ki so imeli podobne interese. No, tukaj bi pa pokazala še drug vir, kako je albume opremljal. To se mi je zdelo tudi zelo zanimivo, ko sem malo podrobneje si ogledala te knjige v domači knjižnici. Našla sem na temle katalogu Žig, in sicer knjigarna in papirnica Heinz v Gosposki ulici. Torej oče in verjetno drugi ljubitelji umetnosti so lahko v njih se naročili na kataloge reprodukcij založbe Zeman iz Leipziga. No, Leipzig je bil takrat eno najpomembnejših knjigotržnih središč, tudi danes je pomembno, bibliotekarji smo večkrat obiskali tudi knjižni sejem v tem mestu in Zeman je izdajal snopiče reprodukcij mesečno, letno pa tudi, in tukaj je razstavljen tudi ta katalog iz sredine 30. let, kjer je bilo možno ljubiteljem se naročiti na katerokoli izmed kar 3000 reprodukcij. Pokrivale so pa torej, vsa stilna obdobja, vse evropske države, vsega umetniška, našel kako zanimivo sliko in v enem albumu sem našla tele, ki so redkejše, bolj so upodobitve slikarjev, odrske scene. Avtor sicer ni naveden, gre pa za upodobitve verjetno kakšnega drugega evropskega gledališča, pa zraven je pripisano tudi za katero scenografijo gre. No, tukaj gre konkretno za Mozartovo Figarovo svadbo, potem pa še ena lušna slikca opere Ariadna na Naxosu in pa Verdijeva Aide. No, tudi te, poleg reprodukcij slik so verjetno Kavčiču prav prišle, da je pokazal tudi, kakšne so scenografije, mogoče kje drugje za svoje študente. No, jaz sem pa tukaj dodala še nekaj Kavčičevih scenografij. Zelo z veseljem sem pogledala knjigo Pocijančičeve Scenografija na Slovenskem in nekaj teh scenskih osnutkov, tega se nekaj naslov prej, se pa tudi spomnim, ker sem jih videla kot makete. No, to je Kavčičev Veseli dan Matiček se ženi, to je Figarova svadba. No, tukaj sem pa dodala tudi, sem natančno prebrala, kako visoko je Branko Rudolf vrednotil Kavčiča kot odličnega scenografa. Pa mi je bilo to kar zelo ljubo, ker sem se vrnila toliko let nazaj, ko sem jaz te maketice gledala, mogoče čisto z drugačne perspektive. No, tu je še Rusalka in pa tukaj bom pa predstavila, se mi je zdelo zanimivo, tudi Kavčiča kot ilustratorja. Tukaj sta tudi dve njegovi ilustraciji v originalu, ki sem jih podarila galeriji, pa torej na levi je fotografija Kavčičevega originala, v desni pa kako je ta ilustracija pravljice natisnjena v knjigi. Zdelo se mi je zelo lepo, kako so sodelovali založniki, torej založbe Obzorja, za slikarji iz Maribora in druge v Sloveniji, nekje med leti 53 do 58 je izhajala zbirka pravljic, tu sem prinesla kar nekaj številk. Takrat sem jih imela doma, kot otrok, nekaj sem si jih ohranila, nekaj sem si sosojala v knjižnici. Zdaj, ko pa urejam domačo knjižnico, pa sem manjkajoče številke nabavila v bukvarni, ki so pač malo slabše ohranjene. In zdelo se mi je zanimivo, od otrok sem si bolj poglabljala vsebino pravljic, pa vedela sem, da je ilustrator, ta prijazni gospod, ki je imel atelje nadstropje nad mano. Ko sem pa kasneje pregledovala, pa sem videla, koliko zanimivih ilustratorjev je sodelovalo, od Golje, Tihca, tudi Božo Kos, pa tudi nekateri drugod od Slovenije. Smo tukaj za Brido razstavile te ilustracije. No, zdaj bi pa pokazala še tudi eno zanimivost iz naših domačih arhivov. Oče je Kavčiča Trstenjaka, pa tudi nekaj prijateljev, ki so jih
prihajali v atelje v njegovo hišo, prosil, da bi za njegove otroke ilustrirali spominske knjige. Tako so nastale naše spominske knjige in eno hrani moj brat, in se po njegovi smrti njegovi potomci. Tole, ki sem jo podarila galeriji, je podarila moja sestra, ki ima potomcev meni s fotografiji. Je pa izredno zanimiva, saj je, tu je poleg ilustracije na prvo stran oče napisal imena vseh slikarjev, pa tudi letnice, torej življenje in smrti je evidentiral. No, tukaj bom pa zelo na hitro pokazala, pa si lahko potem natančneje pogledati, da ne bomo predolgi, ilustracije Spomin Silvije. Piše Spomin Silvije, ta šopek je Trstenjakov iz leta 1949, to je Zlatko Zej leta 1951, bi pohitela, ne? Gledamo, vtis dobite, če bo pa to na razpolago, še na ključko ali kakorkoli za natančnejši pregled, ampak toliko, da dobite vtis nad slikarji, ki so tu zastopani. Torej zdaj, potem Kos leta 50, to je Kavčičeva spomin Silviji, to je spomin Pandurja, Gabriela Kolbiča, ki je ga nam spominil kot kiparja, tudi kot ilustratorja, pa pesnika z zelo ljubkimi pesniškimi zbirkami, nekaj sem jih tudi razstavila. Tošo Primožič, Saga Dim, Bratoš, Žagar, Jože Ipagic, Slavko Kores, Jože Polajnko, Ranko Sinauer, še enkrat Kolbič, Ferdo Majer, Duhan Polak. No, to pa moja spominska knjiga, ki je nastala v daljšem časovnem razponu, pa ima manj slik. In sicer tu mi je Ireni Spomin napisal Trstenjak leta 55, to je Kavčič leta 56 Čopek, še enkrat Kavčič Hribi, Pokrajina in pa veliko let pozneje Kores 82 in pa Kolbič 82. Koresa in Kolbiča je oče potem, ko je bil pokoje obiskal atelje, ker se je želel, da bi imela v knjigi tudi njune ilustracije. Prve so pa nastale, ko so bili še kneza Kocla. Kar še ena meni zelo ljuba ilustracija v mojem albumu mojih osebnih fotografij, ker sem se rodila na božični večer leta 50, je Kavčič na prvo stran albuma, v katerem so potem osebne fotografije, med drugim tudi tista za Kavčičem Metko in Enojno vrto, narisal takšen božični motiv. Sem pa lepila sliko. Da bi pa še omenila slikarje, s katerimi sem imela manj sliko, ampak morda zanimivo. Otom Pola, ki tudi včasih prihajal z atelje v tretje nadstropje. Vedela sem, da je bil tudi partizan in ko smo dijaki v 4. razredu na osnovni šoli Otona Župančiča v Lipišiči ulici dobili nalogo, da obiščemo nekdanje partizane ali borce v soseščini, sem se najprej razmišljala, potem sem se pa spomnila nam, stanoval je na Glavnem trgu takrat in sem ga obiskala in ga povprašala o kakšnem zanimivem dogodku, pa mi je prijazno povedal o svojem bivanju na Dolenjskem med drugo svetovno vojno in narisala sem tudi slikico. Omenil pa mi je, da je bil partizan pri Črnomlju in da je bil takrat velike nevarnosti, ko so se približali italijanski tanki, in se je vse sretno končalo. Pa še nekaj podrobnost tudi, kako so iskali, ker ni bil strastni kadilec, sem tudi pozneje spoznala, da ker ni bilo tobaka, so potem nabirali listje in si iz tega nekako delali cigarete, bukovo listje in podobno, to mi je pač kot otroko ostalo spominu na Polaka. Zdaj pa bi se spomnila še prijetnih let na prvi gimnaziji. En najljubših predmetov poleg književnosti in jezikom je bila likovna vzgoja. Marjan Remes nam je res veliko dal, pokazal tudi veliko slik in bil vesel, če smo tudi sami kaj narisali v zvezek. In mi je bilo težko kaj prerisati iz slik, iz knjig, ki jih je imel oče. To je zvezek 1. razreda, to je zvezek 2. razreda. Pa zelo dobra je bila pobuda Marjana Remca, da naj urejamo kulturno kroniko.
torej v prvem letniku smo imenovali kulturna, v drugem likovna kronika. Priporočamo je, naj obiskujemo likovne razstave v Mariboru, pa potem v to kroniko kaj napišemo in ali pa izrežemo kakšne zanimive članke. Moram reči, ko sem mi pregledovala ta zvezek, ki sem ga podarila tudi galeriji, kot zanimivost tudi na slikarja Remca, ker so notri tudi podpisi, ko je kaj pregledal in ocenil, pa se mi zdelo, da je bilo teh prispevkov v dnevnem časopisju o likovni dejavnosti kar velika v tistem obdobju, kar je kako lepo. In tukaj sem pa prikazala torej, en takšen list, torej opis likovnega dogodka. To je bil takrat kulturni teden v Mariboru in na tej sliki sta Renat Branko Budorf in pa v njem takrat sekretar za kulturo Tomo Martelanc. Jaz sem po toliko letih na to sliko že pozabila, no ko sem pa prebrala Tomo Martelanc, sem se spomnila, da smo takrat o tem niti slutiti nisem mogla leta 66, da smo po veliko letih se srečala po vsem drugačnih okoliščinah Tomo Martelanc kot ravnatelj Narodne univerzitetne v Ljubljani, ko smo upravljali podobno nalogo v UKM-u. In smo tudi zelo dobro sodelovala. Samo takrat te kronike nisem pregledala, tako da v tega nisem mogla nikoli omeniti, da smo se morda pred mnogimi leti srečala v galeriji. Nekaj spominov prijetno ima tudi Braka Rudovla, kot sem že prej omenila, kadar sta začetkom obiskovala razstave, je bil prijazen se rad pošalil, spomnim se njegovega značilnega broja kot otrok in včasih me je tudi pospremil po razstavnih prostorih, ki so mi zelo ljubi, lahko rečem, da sem svoje 65 let že obiskovalka, včasih bolj pogosto, kako je življenje naneslo zelo redko, da se tudi vedno dobro počutim. In tu pa sem vlepila v zvezek tudi pise za razstave ameriške umetnosti, kjer je bila takrat velika razstava, med njim je bil seveda vodilni ameriški sodobni umetnik tistega časa Jackson Pollock. No, v drugem letniku pa sem zabeležila poleg drugih prispevkov tudi opis retrospektive Trstenjaka in nalepila nekaj njegovih slik, ki so bile razstavljene. Zdaj pa še, torej, z Remcem sem se srečevala tudi kdaj kasneje. Lepo je bilo, da je uredil razstavišče Avla, ko je naša generacija maturirala. Tega ni bilo, to je uredil nekaj let pozneje. No, naš profesor je pa postal eno leto potem, ko se je zaposlil. Leta 64 se zaposlil na prvi gimnaziji, mi pa smo bili prvi E-razred, latinska smer. Sošolka je tudi tukaj, se tega dobro spomni, mogoče lahko kaj še kak spomin na Marjana doda. Mi smo bili pa generacija, ki smo nas zapisali leta 65. Zelo rada pa sem potem spremljala njegova dela in njegove ženja tudi v drugih razstaviščih v Mariboru. No, tukaj pa še tudi en prijeten spomin. Kot mladi bibliotekarki mi je bilo veliko zadovoljstvo, da me je dr. Hartmann preveril, da me to zanima, zadolžil, da sem sodelovala pri razstavi ob 25-letnici galerije leta 1979 in pa ob 60-letnici organizirane likovne dejavnosti naslednje leto. Zelo lepo smo sodelovali takrat za Stosinjo Ilorgo Kline in Gredo Ilik. Razstava je bila torej, primer dobrega sodelovanja, ki se pa vsa leta res odlično nadaljuje med knjižnico in galerijo. V galeriji so bile takrat razstavljena pomembna dela iz teh obdobij, knjižnici pa vsi katalogi in publikacije, ki so bile s tem povezane. Razstava je bila zelo odmevna in so potem celo ponovili. Mislim, da je bila spomladanskem terminu do maja, potem pa neki prekinitvi, ker so bili vmes druge razstave, pa zopet jeseni. In predvsej je bilo napisanih člankov v tej razstavi. No, za konec pa bi rekla spomin še na Ivana Napotnika. Njega bom pomenila tako osebno, ga nisem sicer poznala, vendar se pa z njim srečujem, kadar grem na družinski grob, saj je napravil osnutek za družinski grob Kristjanovi na Magdalenskem pokopališču. Zakaj ravno Napotnik?
Napotnik. Očetov brat Zmago je bil, ki je predtem veliko let živel z očetom v hiši ulici Kneza Kocla, je dobil kasneje službo kot učitelj v Šoštanju, ki se takrat seznanil in priteljeval z Napotnikom. Pa ga je leta 1936, ko je umrla mama Borisa in Zmaga, zaprosil, da naredi osnutek. No, ta spomenik je imel leta 1936, ko je bila pokopana mama Borisa in Zmaga takšno podobo. Se zelo lepa fotografija, saj okrog še ni bilo drugih grobov in nekje ta nagrobni spomenik pride zelo do izraza. No, kasneje, po toliko letih, leta 1936, kar veliko let mlado v stoletje, je pa okrog so tudi drugi grobovi in omenjen je ta nagrobni spomenik tudi v umetnostno-zgodovinskem vodniku po pokopališču, kateri pa so bili tudi pomembni ustvarjalec spomenika, ker je da spomenik si zamislil Napotnik, so ga tudi uvrstili. No, tukaj so pa, kot zaključek moje predstavitve, bom to prebrala, napisali sta avtorici takole: simbolizem modernistične nagrobne kompozicije, tradicionalno krščansko ikonografijo nadomešča motivom knjige, sveče in burnaste žare. No, knjiga, če tukaj ni prepoznavna, zato bom to poudarila, da je si Napotnik zamislil tako, da je na levi strani robnik kot hrbet knjige, na desni strani tako kot listi pri knjigi, torej majčkana globina. Pa še mogoče kot zanimivost, Napotnik, ko si je zamislil ta spomenik, predno si je zamislil svečo, predstavljal, da bi bil tukaj kip pieta, ampak to bi izgradnjo spomenika tako podražilo, da so se potem odločili za preprostejšo varianto, pa naredili simboli sveče in pa žare. Tako nekaj s tem bi jaz svojo predstavitev likovnih slikovnega materiala končala, pa sem na razpolagal za kako vprašanje. Pa bom vesela, če bom to še kaj dodal, vse verjetno veliko med vami, ki se umetnikov spominjate, ali pa mogoče po strokovni plati ali družinski, ga dela poznate, ali veselilo, če še bilo kaj mojo predstavitev dopolniti, pa gleda, kaj bo vprašal. Najprej iskrena hvala. Vsekakor pa mislim, da smo začutili, ne vem, če ste poudarili, da vas je tako oče, kot sedaj vidimo tudi pravzaprav gospod Remec, nekako podkrepil v tej sistematičnosti, oziroma enkrat ste mi omenili, da nam je oče nekako ne zadičal, ampak nekako to zbirateljsko vnemo podkrepil. Zato ste se, oziroma kako se je bilo sedaj lotiti tega urejanja tega gradiva? Nekako privzgojil nam je, torej vsem članom družine, nek odnos do vsega lepega, zanimivega in da bi naj to, kar je nekdo z veliko ljubeznijo ali včasih tudi z napori iz potovanj prinesel v domačo hišo, naj bi to ostalo v trajni lasti pri družini, zdaj bodi si, da so to knjige, da so to albumi, da so slike na stenah, kolikor pa kak družinski član ne bi imel odnosov do tega, pa je bila želja, da se te stvari ohranijo v profesionalnih institucijah, ali arhivih, ali galerijah in knjižnice. In morda nisem omenila tega, da smo imeli poleg, ko smo se bolj osredotočili na likovni del, imamo doma tudi zelo bogato knjižnico, več tisoč knjig, in da je oče knjige v knjižni omari, tako kot je bila nekoč, pozneje smo to predstavljali, imel sezname knjig, ne sicer po katalogizacijskih pravilih, po izvedejo ali kobisu, ampak bistvene podatke, temu lahko danes rečem strokovno skrajšen bibliografski podpis, avtorja, naslov knjige in letnico, in da so knjige bile oštevilčene. Mogoče zdaj nisem prinesla, se bom pa tudi v albumu se vidi, da so bili oštevilčeni. Rečem, da je mogoče
to izbira njegove velike ljubeznosti do umetnosti in težavnosti, rečem tudi takrat, če danes nam preveč časa vzamejo sodobni mediji, računalniki, televizija, takrat so pa večerje preživljali ali druženje s prijatelji ali pa obradi si sprejemniki. Tudi jaz se spomnim, da smo televizor dobili leta 57, torej dokaj zgodaj, ampak prejšnje leta nam je pa nekje življenje izpopolnjevalo marsikaj drugega. Veliko smo brali, se pogovarjali ali pa tako kot oče katalogizirali domačo knjižnico ali pa urejali albume. Tako da malo so, oziroma precej so nam ti mediji spremenili način življenja. No je ta odnos ostal. In tudi moja reči kot bibliotekarka včasih v pogovorih z nekaterimi uporabniki, mogoče tehniške stroke ali pa društvo univerzitetnih profesorjev, imam včasih kar burne debate, pa včasih slišim takole, vse pa zakaj knjiga potrebuje toliko prostora, vse je možno vse zdigitalizirati, pa vse na računalniku, pa študenti elektrotehnike, tako vse članke dobi na računalniku. Ampak, spremno rečem, so stroke, kjer je možno sledovati najnovejše znanstvene dosegnanje na ta način, so pa stroke, ki so vezane na humanistiko, kjer je prav, da obstaja gradivo v tiskani obliki, pa tudi veliko ljubiteljev knjig pravijo čisto drugačen občutek, če vzameš novo knjigo in se poglobiš, tiste kratke informacije si sicer pogledaš, ampak drugače. Drugo pa tudi vedno odgovorim, da digitalizacija tudi ni od danes na jutri. S kolegi iz drugih evropskih knjižnic, kjer smo sodelovali v organizaciji Ribaj, so rekli, da so si preračunali, so knjižnice, ki imajo skladišča z več milijoni knjig, da bodo potrebovali stoletja, da bodo vse to digitalizirali, torej vsako stvar je treba skenirati, prenesti. Tako da knjige, ki so počeli izhajati zdaj, v daljšni obliki so res v elektronski obliki, ampak za pričevanje zgodovine preteklosti pa je verjetno prav, da so ohranjene v tiskani obliki in na voljo uporabnikov. Sicer se pa v Evropi tudi zelo trudijo, da gradivo digitalizirajo že z tega vidika, da se ne poškoduje, da lahko vidijo sliko na računalniku, vendar pa resničnim ljubiteljem in resnim znanstvenikom vedno omogočijo odprejo trezore, arhive in torej zgodovinarjev, da zaznala raziskujejo. Meni so fascinirali ti številni katalogi, ker si predstavljam, kako so lahko navdahnili tudi slikarje in umetnike in da je nekaj takega bilo Mariboru na voljo. Tu je samo eden, ampak je celostna klasika v barvah, veliko reprodukcij so lahko si ogledali na zelo zanimiv način, moramo si predstavljati čisto drug čas, sedaj vse na internetu, potovanja obstajajo, marsikdo med nami je bil že kje in se srečal z originali, no čeprav smo videli tudi ti naši umetniki so potovali, ampak to so bile res izjemne priložnosti, zato se mi zdi neka taka knjižnica, ki je imel vaš oče doma, sicer v dnevni sobi, ampak je dal na voljo številnim slikarjem zelo zanimivo. In marsikaj, kar ste pokazali iz teh izrezkov, se nekje mogoče lahko, ali pa se je upravljalo, kot smo videli tudi v Kavčičevi Trohigarovi svadbi. Prav tako me je čisto presumna ta zgodba hiše, ki jo nisem poznala, da se skriva v tistem elektro Mariboru, tam ena zanimiva hiša za takšno zanimivo zgodbo in seveda za neko srednjo osebnost od naš oče, ki je pa dejansko bil prežit, od tiste gradnje, kjer je sodeloval z arhitektom do dejansko nagrobnika, naročanja portretov, dejansko res nekako verjel v smisel umetnosti in je to prenesel tudi na vas. To se mi je zdela taka izjemna zgodba o kontinuiteti tudi. Vi ste nekako dejansko rojeni z umetnostjo, živeli z njo in tudi nadaljevali. Tako ste rekli, si ogledovali razstave tukaj in vse te fotografije, ki se nanašajo in izrezki, ki se nanašajo na umetnostno galerijo Maribor v teh kronikah so zanimivi, ker dejansko kažejo nek presek časa.
koliko izmed vas še imate zvezke? To je iz prve gimnazije, se še živo spomnim. Nišče izmed nas, no plani, mogoče ni tako veste. Breda je z prve gimnazije. Ja. Tudi Remca spomnim. Ja, in tudi jaz sem to delala. In jaz se spomnim enega svojega zvezka in to je bilo na temo razstave Miša Bokšteterja, kar sem povedala v njegovi razstavi lansko leto. In najbolj šokantno je, da se v avli ta razstava meni zdela grozna, ker je bila preveč sodobna. In to sem tudi napisala. In sem tudi razlagala, da če se je mene dala spremeniti, ne se da kogarkoli. In v bistvu, kako je bil Marjan Remec res dober pedagog, nas je silil k takim kritikam, ki so reči zmešane, ampak vseeno smo se soočali tudi s tako sodobno umetnostjo, skratka z umetnostjo, ki je sploh še takrat, pač nismo čisto posebno razumeli, ampak jo sploh ne sprejeli. In prav to se mi je zdelo super, ne? V bistvu nas je silil spremljati v mestu dogajanje, časopisi, takrat se nam je se to zdelo preveč. Kaj se zanimo? Kako dolgo je bil jaz ne vem, moja sestra tudi zvezek. Jaz mislim, da od leta, ko ste mi rekli 64. Tako sem za veliko katalogu v Remcu zasledila, da se je 64 zaposlil na prvi gimnaziji, no naša generacija se je mislila 65. Dogdaj pa, moram reči, zdaj, kak se da... Do upokojitve 87 je še bil torej bistvo, pravzaprav vse nas Mariborčane iz prve gimnazije šolal skozi ta sistem. No, tako da se mi je zdelo tudi, da enkrat bi morali njemu posvetiti eno manjšo razstavo skozi ta pedagoški princip. Vem, da nas je zelo jezil. Ampak prav pri tej isti razstavi Miša Bokšteterja mu je prav on napisal tudi besedilo. Mišo Bokšteter v razstavi z ekološko temo, seveda sta se tu povezala, ampak je zelo podprl svoje mlade, recimo učence, mlade umetnike. Tako nekako sem zdaj začutila neki drugi zanimiv, mislim, vedno smo ga obravnavali kot slikarja, ampak tudi kot neko figuro, ki je zelo pomembno sooblikovala mariborski prostor. Tako da, najlepša hvala. Zanimiva sta, da je pa tudi, kdo med nami ima pa tako spominsko knjigo, ne? Ja, ni čovkanica. Jaz imam pa konkretne spomine, videla dva umetnika, znana mariborska in sicer domači hiši, nasproti Huterjeve vile, kam se je vrnila oče mama po izgnanstvu v Srbiji. Je bil potem, ker so bili prostori prazni, v prvem nadstropju svoj atelier kipar vojsk, ki je šel potem v Avstralijo, in Branko Cinaver, Diče Liže. Potem so se časi malo vrnili, je ostal v hiši še samo kipar Samouk Gorod Hribar, ki je imel odlične kipe, se pa žal s tem nikoli ne ukvarjal. Spomine konkretne imam na vojska in na Cinaverja, bila sem pa tudi poučna še takrat. Zbližno tako se vidi nekje 8. In ste jih obiskali? Ste jih obiskali v ateljeju? Storjali smo skupaj, ne? Hiša je bila prostorna, ni bilo, jaz sem bila 46 leta, ni bilo s čim napolniti hiše in je mama to oddala, ker so se komaj prebijali z dneva v dan, kot pribunci niso imeli nič. Sicer pa sem bila sta Kosova, ki čuvam zapuščino in Kosova. Tako se se razumeli. Jaz bi pa sam rekel, da je Irena v meni zgodila mladost, ponovno, zaradi tega v bistvu preživeli ogromno časa v hiši, ki sem zdaj končno spet po dolgem času videla, v letih med 65 in 69, sošolki, prijateljici, in tam smo se učili, tam smo se igrali, tam smo se spoznavali z umetninami, zaradi tega, ker pri drugih tega pač ni bilo. Ste tudi vi kdaj stopili v te ateljeje, v tretje nadstropje? Ne, tega ne. To pa je bilo vseeno. Ne, v bistvu, to je bilo vse počasno. Seveda, letnice, ne, še tega
Spomnili smo se sestere, njenega stanovanja spodaj, potem pri Jeleni. Lepo, hvala. Spomini na preteklost. Mogoče bi še to dodala, da mi je bil oče vzor tudi po tem, da je do smrti vzdrževal stike z vsemi sošolci. In imamo en original, kopija sem podarila arhivu in Pokrajinskem muzeju, zanimivo sliko, to je slika maturantov klasične gimnazije, med katero je veliko znanih posebnosti, med drugim je bil njegov sošolec poleg Slovnjaka tudi Jože Hermanko, ta generacija, in pa Matur Kralj. In oče je edini beležil na hrbtno stran, se tudi galerij lahko to kopijo ali pa pošljem preko računalnika, na hrbtni strani je beležil za vse sošolce rojstne letnice smrti, dobivali so se tudi na 5 let in zraven križ se pa so umrli in pa grupiral jih je po poklici. Tako da nekaj je bilo teologov, veliko učiteljev, zelo zanimiva, pa ta slika izgubila tudi Antona Slovnjaka, njegovega zelo znanega sošolca, in je objavljena enaka fotografija, ampak ni hrbtne strani, da se je zato, da se da se tudi družimo vsakih nekaj let, zdaj da zelo pogosto, da so šolci prve gimnazije. Enako, kjer je bil zbir, ki imamo glasne sestri, zato, da so vzdrževali te stike za sošolci različnih poklicev, kjer je to izboljavali zakon. Tako da tam je nekaj povezava, ne zasamovalo. Irina, lahko povezava, ki je zdaj ohranja tudi z nami, sošolkami in prve gimnazije. Tako da poseben pozdrav sošolkam prve gimnazije. Mogoče še kakšen spomin na Remca, mogoče še Branka. Ravno na njega jaz tak nekega posebnega spomina, ker mislim, da je v tej smeri, tako nimam jezika, če kakega drugega profesora. Imam pa izreden spomin na tvojo hišo, oziroma vašo bivšo hišo, kjer so bili sošolci že na osnovni šoli in še potem na gimnaziji. In jaz sem stanovala v Vitrinski 11 in sem večkrat šla k Ireni in mi je bilo fascinantno. Oni so ogrevali v bistvu celo nadstropje iz hodnika, tam je bila peč. Mislim, to je meni tak nekaj nenavadnega, kak je to super. Potem pa še vrtu, zdaj ne vem, ali se mi zdi, ali ste imeli en bazen. Je bil bazen. Ja, to je bilo nekaj krasno. Branka se tega še spomni, tudi imeli smo 2 sošolke osnovne šole, kot sem omenila, ko sem imela Polavka in to nalogo v 4. razredu, da smo odložile šolo Oton Županček, danes šole s tem imenom več ni, potem se je pridružila Preživljeno Vodancu, danes smo pa to v prostorju univerze. Naslov pa je bil Miklišičeva 1, tako smo z Branko, jaz ne zakotila Branka z Vitrinske, hodile čez Slomško trg, včasih prišle prepozno domov, da smo name klikali, ker smo se zaigrali v Kolbičem spomeniku in igrali smo se pa tudi dosti krat na vrtu. No, Branka se tega spomni, Ljubica ne, ker takrat vrta še ni bilo, je bil samo travnik, pa na vrtu je bil tudi način bazenček. Jaz iz dokumentov nisem mogla ugotoviti, sklepam pa, da ima mogoče naseljenje, da je bilo tako lepo oblikovano z zelo preprostimi materiali, to je bilo vidno funkcionalno, racionalno, nobenega razkoša, ampak samo betonirano. Če stroški tudi niso bili kaj dosti večji kot danes ti plastični bazenčki, ki ima skoraj vsak vrt, pa majhne dimenzije, tako bi rekla, mogoče dolg 2,5 metra, pa širok meter, pa en čisto mačkenje za otroke do pasu. Voda se je pa polnila zelo preprosto z priključitvijo na vodovodno pipo z plastično celjo, pa to se spomnim, da smo takrat ni bilo, čeprav je oče zdravnik, ampak ni bilo tako strogih predpisov sanitarnih, da smo razpoževali z modro galico. Prvo se je pa je modre galice. No, pa če smo že pri bazenčkih, to smo pa kraj, ki smo imeli krožek Muzeja narodne osvoboditve pri kolegici dr. Alexandra Grevorista,
parku, ki je zdaj tako sporen, kako kaj bi z njim naredili. Imam tudi lepe spomine, da sem tudi njim podarila nekaj fotografij. Mi smo z tega dela mesta veliko krat šli v ta bazenček, se kopali, mislim, da noben ni zbolel, pa tudi se je razpoživalo z modro galico. In nam bilo zdaj, oče pa je nekako zdravnik, nas zagovarjal zdravo življenje, dosti gibanja, pa tudi dosti plavanje. Njeno je bilo tudi do pozne starosti plavanje, že ko je bil prvo hudo bolan, veliko zadovoljstva in ko je 83 šle lahko, ko že bil bolan, plaval, kratko in bilo na morje, rekel, nisem se mislil, ko sem bil tako hubo bolan, da bo še enkrat zaplaval. On nas je tudi spodbujal, rekel, če je že vrt, to je bila majhna parcelica, tako okrožna, pa se vrednost na sebeni rekla, zbetoniramo, tistih nekaj reč betona ni toliko stalo, bilo je pa ljubko oblikovano. Ampak vedno je tudi hiša je bila tako preče racionalna, funkcionalna, to, kar je Branko omenila, kuri so na ločene peči, tako kot takrat veliko ljudi v Mariboru, to je ne dobro poznati, čisto dve v glavnem sobah, ena zdaj tudi na Kavčiče, na sliki Kavčiče na Galejo, glavno so bila bratca Vinska, pa se je tam zajelo drva in dremo. V dnevni sobi pa verjetno si je to eno teh zamislil. Je bila pa petke so bile sobe prihodne, ne? Tako se vidno na sliki so bile štiri okna. Ena soba je bila na vzhodni strani, ena na zahodni. Vmes je bila večja soba z dvemi okni. In v tej večji sobi je bila na sredini ločena peč, pa so si verjetno zamislili tako, da tistega premoga in vrv ne nosijo okoli, so bila pa vrata pač ob dolgem hodniku, ki se je kurila od tiste strani. Je bila pač to mogoče zanimivost za ni bilo tega posebno. Se pa zdaj pogovarjale, da je bilo specialistko za stanovanje Matiša nekoč, da je ne poznal, da je bilo kar po nekoč takšen način ogrevan od zunaj, ne? Zdobno bilo praksa ogrevanja, ali za enega korišča v več prostorov. Iz vogala, pač potravno so potem izveš. To je bila ena peč, ampak pač mogoče se mi telo smiselno. S tem se nič podražilo, da je to mesto graca znotraj, bila pa, ker je bilo dimnik, je bilo tako na tisto steno, ko smo zunaj, ne? Pa se greje, to tudi na hodnik, ne? Ne vem, peč je bila, na notranji strani je bila samo do peči, ni bilo neko ogrevanje več prostorov, ampak pač način, se pa rekla spominjam, s kakimi napori so takrat smo ogrevali, ker to je bilo drugo nasprotje, Kavčič tretje, peč je bila pri Tiču, smo je Ines potrudila, da mogoče to mečko napisala tudi, in nosila so se premog in drva, prvo, drugo, tretje nasprotje, pa potem spet pekel dol. Kdo pa je nosil to? Domači, večinoma domači, oče, mama, sestra, brat, za Kavčiča Trstenjaka, ne vem, mogoče jim je kdo pomagal, ampak tako da je ta način ogrevanja kar za današnje generacije pri centralni ogrevali nepojmljiv. No, še mogoče nima veze za likovno umetnosti, ampak pa s to usmeritvijo, ampak kopalnica je bila kovinska peč, podobno imajo razstavljeno v Muzeju narodne osvoboditve, podobni model naše lični na kakšni fotografiji. In umivali smo se za hladno vodo v kopalnici, to nas je tudi utrpilo in enkrat na teden prinesli tudi v to peč drva in premog. Spomnim se, da je bil polkar, če bi rekla, pod narekovali luksus tujega luksusa, nismo poznali, razen da smo imeli dosti slik, oče ni imel vikend na avto, ampak je, kar je vložil nasto prihranko in laptopov potovanja z vlakom in smo si nabavili v kopalnici bojlerček nad vodovodno pipo, tako da je potem to pravo zadovoljstvo, da smo se umivali v topli vodi. No, ta zgodovina, vaša očeta me zelo spominja na mojega očeta. Ker moj oče je bil tudi rudarski inženir, pa se tudi ukvarjal z umetnostjo. On se je družil z Beštrovičem veliko, hodil v Split, potem poznal je Jakoviča, poznal je vse te Koželja, Maleša, se z njim veliko družil. Žal jaz ne v nobenega arhiva o njem, v očetu, ker so to moje tete se razterali, kje je to, jaz ne vem. Tako način, očeta so 20 leta Nemci ubili,
Tako da jaz nimam nobenega arhiva, pa zapravo nekoga, ne. Moram pa reči, da me to spominja na mojega očeta, ki se je združil s teklacijo. Sej, nažalost, ne, v Mariboru. Vse temi ljudmi, recimo, tudi Jakobičom, pa Janom, posebej te se družijo in tudi veliko se ukvarjajo z njimi, ne, oziroma takrat pred vojno so se veliko dobivali takrat, sploh po Vrkamniku, ki je bilo kar umetniško mesto, ne. Vendar žal tega arhiva nikjer ni, ne. Bi pa spodbudila Nika, da kaj zapiše. Ja, jaz sem to težko, Dobro obstaja spomini, tudi če je drobec, ampak može, da se jaz nobenega arhiva nimam, ne, žal nimam nobenega arhiva, ne, od očeta, ne. Ampak spomin, mogoče kar se... Kar je on... To se jaz še spominjam na tebe, tako da... Jaz po očeta sploh poznal nisem, ne. Žal, ne. Tako vprašanje, kaj bi bilo, če bi še on živ ostal, ne. Bila bi lahko tako. Pripravil, ne? Ja, te osebne zgodbe niso, ne, znajo tudi tukaj, ne, marsikatero žalostno obdobja, ki mogoče zdaj nismo toliko poudarjali, ampak prej smo se mi pogovarjali, seveda so in celo Meštroviča nagrobne spomenike v Kamniku, to nihče ne ve, ne. No, take Kaj je Meštrovič recimo zasloval, recimo, ne. Ampak, veste kaj, to pač je tako, ne. Arhive je bilo ogromno v Kamniku, njegove, ne. Ampak to se je vse zgubilo, to so moje tete vse, kam so se spravili, ne vem. Ne, ni zelo Edin slike so ostali doma še, od Kodeca recimo malo doma, pa od Maleša recimo, pa Majame, ne. Nekaj ima tudi sestra, ne. Tih slik, jih je on popal takrat tudi, ne. Mogoče pa se najde kje, ne, mogoče pa je kak arhiv prevzel. Včasih se tudi zgodi, da se najdejo, ne. Ena moja teta je to imela, ampak jaz mene kot otrok pokazala, se spomnim, ne. Ampak, kaj pa to spravljala, pa ne vem, jaz sem potem po tej teti potem hotel dobiti vse te arhive, ampak to so, kam je ona to spravila, pa mi ni jasno, kam je to šlo. Tega je bilo cel kup, ne. To pa je veliko. Je bilo nekaj odnosa, ne. Ali pa ne, kam je spravila. Kaj veš, kaj v bistvu se tudi ti misli, Ne, se v nekem življenjskem obdobju nimamo odnosa zdaj. Jaz tudi nič, kam je oče razlagal, kam ne briga. Nisem poslušala. Da sem pa sekira, joj, če bi si to narisala, pa zapisala, ne. Nismo vedno pripravljeni, ne. Še moj oče je še nekaj časa v Mariboru, še od nahodnika imamo doma na zadevo, ne. Zanimivo je. Samo v Mariboru se je pojavil moj oče, ne vem, kaj je delal, Stitluška imamo, ja. Kaj je delal oče, tukaj ne vem. Od tega le, kaj je že Parjeno, no, ki se ga mislim, Pojbiča. No, pa je doma Bron, Tita, ki se pa v službi stran vrni, da je popravljen, se ga razpravlja. Jaz bi mogoče še poudarila eno zadevo, ki ste mi jo vi tudi, sem vedela za njo, ampak vseeno predstavili, kako je bilo pomembno, da imamo tu založbo obzorja in kako je založba obzorja z vabljenjem in dajanjem. Vse da to verjetno pomenilo tudi nek vir zaslužka, vključeval lokalne ustvarjalce, celo tihce, ki je bil kipar in pravzaprav so vsi imenovani in še drugi, vsi Mariborčani so dobili priložnost nekaj ilustrirati. To je to izbiral. Ne vem, ampak v resnici je res ena pomembna založba, ki smo jo tudi izgubili, ne? Še ena od katastrof. Zbiral vse? Ne zbiral, mislim. Urednik, možno. Tudi sam je ilustrator. Nikjer zdaj to ni tako
oziroma verjetno je, ampak iz teh edicij se ne vidi točno. No, potem pa vsaka čast njemu, ker je res poskrbel za tako pestro. Aha, ste mislili nekaj dodati? Ja, če smem prihajati iz univerzitetne knjižnice, Gabriela Kolbič. Ampak bom s knjižnico začela, zato ker v tem trenutku pa ne moremo reči, da nekih arhivov, da nekih spominov ni, se mi zdi, da so bila neka prejšnja obdobja bolj gola, medtem ko zdaj samo iz univerzitetne knjižnice imamo Žižkovo zapuščino, pravkar smo dobili zapuščino Maksa Kavčiča, en del, vendar en lep del, seveda ne slikarski, in založbo Obzorja. Tako da vse te stvari se bodo dale pregledati in na to založbo Obzorja smo resnično ponosni, zato ker je celostna in ker je tako izjemna ravno v tem, da je bila knjižna založba, ki je negovala ilustratorje, ki je izbirala kvaliteto in ki ima en resničen, da rečem, založbeni umetniški kredo. Ne samo vsebinski, ampak tudi v oblikovanju naslovnic in izboru ilustratorjev. Tako da ta naključja v tem našem malem svetu, se verjetno vsi veste, v ateljeju mojega očeta je danes Metka Pavčič, da to so neka domača prepletanja. Jaz sem vesela takih spominov, ker pa moram reči, da glede na to, da sem bila rojena mojem očetu, ko je bil že v poznih srednjih letih in je preživljal svoje dneve in polno svoje misli v ateljeju na Koroški, sem kot hčerka bila deležna malo nekih obiskov, nekih izmenjav mnenj, ker vsi ljudje, ki so z mojim očetom imeli stike, so jih imeli tu na Koroški cesti 21. Te sobe nosijo zgodovino res in nosijo jo naprej in to je tisto, kar je največ vredno. Takšen pogovor, takšen ostanek, ki ne pride nekam v omaro in nekam v neko zasebnost, ampak nekam, kjer je javnost in razpolaga. Tako da hvala. Kavčičeva Metka mene zaznamovala to, da so vsi tri očeti pri nas imeli v poznih letih, ko so imeli že določene izkušnje iz oblikovanja osebnosti z vrednotami, da so to prenesli na naslednjo generacijo. Tako da je morda prednost, če ima do otroke zelo mlad, jaz sem mogoče pri mojem pogrešala več port in pejavnosti, ampak vedno nekaj porasta, morda rečem, da nas to zaznamovalo, nekaj podobnega. No, meni se zdi mali pa vseeno, imam malo, zaradi teh nenehnih prekinitev malo teh tradicij in prenosov in zato se mi zdi dragoceno, bomo odpirali še naprej arhive oziroma osebne spomine. Kot naslednjega sicer napovedujemo gospoda Primoža Kremzla iz umetniškega kabineta, ki bo govoril oziroma se bo pogovarjala o zanimivih zbiralcih, Mari Kralj, muzi in kot majhnih zasebnih zbiralcih v Mariboru. Pod to temo bomo odprli. Je zanimiva, sočna, ampak tragična, ker se je zbirka že spet po nekem spletu dediščinskih okoliščin vse izgubila. Ja. Mislim, mi nismo imeli nobene pravne osnove in potem tisti, ki pač pravni dedič je dedič, in kako se je tudi ta izgubila, ampak jaz imam par sočnih podatkov. Drugač pa iskrena hvala še enkrat za pobudo, za čas, ki ste ga posvetili temu ne samo prezentacijo, ampak dejansko pripravi. Zame je bilo res zelo dragoceno in še enkrat zelo me fascinirala ta osrednja osebnost, vaša zgodba, kako ste res rojeni v umetnosti in živeli s njo naprej, ampak res osrednja osebnost, ki jo lahko rečemo vaš oče Boris Škodori. Mislim, vi ste ga predstavili kot zobozdravnika že v neki drugi priložnosti,
priložnosti, danes o tem nismo, je tudi inovator in seveda po tej profesionalni poti mogoče bolj znan, ampak v našem svetu, oziroma vsaj zame, ni bil tako prezenten, da se mi zdi zanimivo, da smo ga nekako ozavestili